je bila Lizbonska strategija ena od prioritet slovenskega predsedovanja EU na martovskem svetu, je Evropski svet sprejel nove usmeritve za izvajanje Lizbonske strategije, torej reform v Evropi za obdobje 2008 do 2010. S tem v zvezi je sprejel nova priporočila, nove smernice, v katero smer naj gre evropske reforme, v katero smer naj gre evropski razvoj. Nekoliko pa je spremenil tudi način poročanja. Države članice namreč enkrat letno poročajo v Bruselj o napredku na področju izvajanja Lizbonske strategije, na področju reform in rok za oddajo teh poročil je 15. oktober. Vlada je ta dokument pripravila, 16.9. smo osnutek tudi predstavili novinarjem, smo ga dali v javno razpravo. Javna razprava je tekla do 30.9. Rezultate javne razprave smo pri zadnji verziji upoštevali in danes je vlada sprejela, kot rečeno, dokončno verzijo programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji. Ta dokument ima 3 elemente. Akcijski načrt za izvajanje integriranih priporočil, ki odgovarja na priporočila Sveta EU in Evropske komisije Slovenije v zvezi z njenimi ekonomskimi in reformskimi politikami. Drugi del je poročilo o uresničevanju programa reform za izvajanje Lizbonske strategije za leto 2008, kjer dokumentiramo napredek na področju zastavljenih ukrepov v zadnjem letu. Tretji del pa je program za izvajanje Lizbonske strategije za obdobje od 2008 do 2010. Ta program dopolnjuje in posodablja program iz leta 2005 in nadgrajuje strategijo razvoja Slovenije. Cilj Lizbonskih reform, kot veste, je blagostanje Evropejcev, pogoj za blagostanje je gospodarska rast, pogoj za blagostanje za gospodarsko rast je konkurenčno gospodarstvo in Lizbonska strategija pravi, da je pogoj za konkurenčno gospodarstvo to, da se gospodarstvo nasloni na znanje in ustvarjalnost in da seveda država temu gospodarstvu zagotovi dobre pogoje za delo. Pomeni, da mora biti država enostavna, da mora biti država poceni in seveda, da mora država zagotavljati določene storitve, naprimer, da se plačujejo računi, da se izloži pravica, da so dostopne in kvalitetne storitve na področju zdravstva, izobraževanja, javne uprave, varnosti, socialne in tako naprej. Torej, konkurenčnost mora biti v ravnotežju s skrbjo za človeka in skrbjo za okolje in ti 4 stebri, torej konkurenčnost, znanje, skrb za človeka in skrb za okolje, so tudi 4 stebri Lizbonske strategije in 4 ključne točke tega programa za izvajanje reform v Sloveniji za leto 2008 do 2010. Mi se zavedamo, da smo ta program za izvajanje Lizbonske strategije sprejeli v času, ko se je mandat te vlade iztekal, zato smo v uvodu tudi jasno napisali, da morda bo naslednja vlada kaj spremenila, popravila. Jaz sem vsekakor prepričan, da smo napisali program, ki je sodoben, ki je evropsko primerljiv, ki je ambiciozen in ki Slovenijo vodi v nadaljen dober razvoj, kljub težavnejšim zunanjim okoliščinam. Če opozorim samo na nekaj ključnih ukrepov, ki jih predvidevamo na 5 področjih, ki so znana že iz strategije razvoja Slovenije, na področju konkurenčnega gospodarstva in hitrejše gospodarske rasti. Še naprej predvidevamo konzervativno fiskalno politiko. Pričakujemo premislek o zeleni davčni reformi, torej o davčni obremenitvi onesnaževanja in razbremenitvi dela. Naprimer tudi o uvedbi zelenih javnih naročil. Nasploh je ena od značilnosti te prenove, da bistveno večjo pozornost namenjamo okoljskim temam, ki so povezane z klimatskimi spremembami. Na področju učinkovitega ustvarjanja dvosmernega pretoka in uporabe znanja bi opozoril na to, da smo reprogramirali cilj, koliko naj bi država vlagala v raziskavo in razvoj. Originalni cilj je bil 3% do leta 2010, 3% do leta 2010. Cilj je reprogramiran do leta 2013, torej 3% bruto domačega proizvoda naj bi država in gospodarstvo skupaj vlagala v raziskave in razvoj, tako kot je cilj Lizbonske strategije. Vključili smo strategijo razvoja širokopasovnih omrežij, podobno kot tudi Evropska
Lizbonska strategija to zahteva. Naš cilj je do leta 2010 vsakemu prebivalcu zagotoviti možnost širokopasovnega dostopa. Prav tako do leta 2010 100% pokritost vseh šol z internetom. Tudi sredstva za izobraževanje, predvsem terciarno, torej visokošolsko in univerzitetno izobraževanje, naj bi se povečala in sicer na cilj 2% domačega proizvoda do leta 2010. Na področju učinkovite in cenejše države, še naprej zmanjševanje administrativnih ovir, tudi na podlagi javne razprave, izboljšanje plačilne discipline na vseh ravneh in pa izvedba projekta e-pravosodje, torej tehnološka posodobitev dela pravosodnega sistema. Na področju sodobne socialne države in večje zaposlenosti se naslanjamo na koncept varne prožnosti, torej ureditve trga delovne sile, ki je tudi eno od glavnih priporočil Evropske unije Slovenije, da je treba urediti segmentacijo na trgu dela. Spodbujanje zaposlovanja mladih, predvsem za seveda nedoločen čas, štipendiranje, izkoristiti prenovo štipendijskega sistema in posodobiti sistem socialne zaščite, tudi na podlagi javne razprave moramo opozoriti, da posodobitev ne pomeni krčenja pravic. In na področju trajnostnega razvoja, kot rečeno, strategija je kar nekoliko pozelenjena. Ključni ukrep na tem področju, ki je predviden, je priprava krovne nacionalne strategije za odziv na podnebne spremembe.